Spoštovani poslušalci in gledalci podcasta Supermoč, lepo pozdravljeni. Današnji gost je Nejc Novak, odvetnik odvetniške pisarne NLO. Zakaj prav on? Zato, ker je name naredil strašen vtis, ker ne zavija svojih mnenj in stališč in izjav v neko žargonsko odvetniško govorico ali latovščino, ampak reče Bobu Bob. Celo na velikem odru kongresa v Portorožu pred letom dni si je upal staviti, in to ne kar z nekom, ampak z našo ministrico za digitalizacijo. Kaj je izplen te stave, bomo slišali v nadaljevanju. Sicer pa je to človek, odvetnik, torej Nejc Novak, ki napiše tudi kolumno in jo naslovi z Komedija zmešnjav delavskih lastništev oziroma lastništva delavcev. Kdo se skriva pod tem imenom, o čem razmišlja, kakšen odtis in vtis pušča in bi ga rad pustil v naši družbi, pa bomo slišali v podcastu Supermoč. In to v tem trenutku. Nejc Novak, dobrodošel v našem podcastu. Dober dan, hvala za vabilo. Lepo je biti tukaj s tabo. Prva izkušnja s podcastom? Ne, mislim, da ne. Ne, sem prepričan, da ne. Mislim, da je bil prvi tak javni podcast celo z vrstnikom iz osnovne šole, ki mislim, da zdaj snema podcaste in sicer predvsem za usmerjanje mladih. Vodi en program, hodi v osnovne šole in pomaga pri kariernem usmerjanju. In če se prav spomnim, je bil to moj prvi podcast. Odlično. Potem mislim, da nimaš treme, tudi jaz je nimam, tako da bova naredila en tak sproščen, super močen podcast, pa bova kar začela. Je leto obsore, a ne? Torej pred letom dni sva se srečala v Portorožu in na velikem odru si brez težav stavil z ministrico Emilijo Duh Stojanov, in sicer zakaj je šlo oziroma kakšen je bil izplen te stave? Stava se je navezovala na to, da bo država v naslednjih 12 mesecih sprejela vsaj enega od 5 ukrepov, ki smo jih takrat komunicirali za izboljšanje podjetniškega okolja. Gre za 5 ukrepov, ki v resnici niso niti revolucionarni, niti zapleteni, bi pa po oceni ne samo mene, ampak tudi številnih drugih ljudi pomembno pripomagali k temu, da se da v Sloveniji dobra podjetja graditi. In sem predlagal stavo, da bo država v naslednjih 12 mesecih vsaj enega od teh ukrepov izpeljala. Spravi sem stavil, da ne bo, ker nisem verjel v to. Ona je stavila, da bodo samo enega, ampak da bodo vse. Nažalost sem jaz stavo zmagal, vsebinsko smo pa vsi izgubili, niti eno od teh ukrepov ni bil realiziran. Torej se pri tej stavi ne počutiš kot zmagovalec? Ne, niti približno, ni pa prvič, da se o nečem takem pogovarjamo. Mislim, da se vedno znova ponavlja pri levih, desnih, zgornjih, spodnjih vladah, da imamo veliko nekih debat, veliko pogovorov, veliko obljub, medresorskih delovnih skupin. Od tega pa ponavadi zelo malo pade ven. Zelo malo potez, ki so pogumne, vizionarske, pa ki imajo bistveno pomemben vpliv na to, kako v kontekstu, ki ga jaz nagovarjam, gradimo podjetja, kako lahko tukaj podjetniki prodirajo vsaj po trgih cele Evrope, če ne globalno. Mislim, da je pa podobno tudi na stvarih, ki jih normalni ljudje ali pa navadni ljudje, če temu lahko rečemo, čutijo. Tako imam včasih občutek, da odkar smo vstopili v NATO pa EU, smo malo izgubili kompas, ne vemo čisto dobro, kaj je naš cilj, pa kam gremo. Morda se preveč naslanjamo na velike in jim zaupamo, da oni krmarijo našo prihodnost. Kakorkoli, zanimiv sogovornik, velikokrat sem te že poslušala in vselej neizprosen. Nejc Novak, kam pelje ta neizprosnost, ta neposrednost v komuniciranju? Ali kdaj tehtaš svoje besede? Namreč v Sloveniji je včasih biti nad radarjem kar precej neugodno. Ja, precej. Ponavadi pa, ko pridem domov, pa si mislim, kaj je bilo tega meni treba. Ampak ne, jaz mislim, da jaz nisem tako medijsko izpostavljen. Tudi sem prepričan, da velika večina poslušalcev, gledalcev tega podcasta me ne pozna ali pa me vsaj ne pozna dobro. Tudi nimam želje biti kaj posebej osebno izpostavljen.
So pa neke teme, ki mislim, da so pomembne in ki jih je treba naslavljati. Če jih ne bom jaz, če jih ne bodo drugi, potem se na teh temah ne bo nič zgodilo. Sprav je to, da se vsake toliko časa malo izpostaviš na področjih, ki jih res obvladaš, neko tako nujno zlo, da pride do neke spremembe. Prepogosto pa vidimo to negativno selekcijo, da se na temah, o katerih nimajo pojma, so najglasnejši tisti, ki niso dobili priložnosti početi karkoli drugega. Nejc, predno te bova predstavila skozi najin pogovor, skozi ta podcast, bi vseeno te vprašala, ali te vodi pri razmišljanju, pri podajanju stališč, ljubezen do svoje domovine, si bil tako vzgojen, ali gre za to, da razmišljaš o tem, kako bi ti in tvoja družina bolje in bolj kakovostno živeli? Kaj so te vzvodi? Mislim, dobro vprašanje. Mislim, da vsi imamo vsi mi pač nek občutek pripadnosti, nek odnos do doma, do izvora. Mogoče se bolj razlikujemo o tem, kako močen je, ali pa kako nas res priveže na nek prostor. Jaz mislim, da je ona generacija, ki se mi zdi, da se že malo bolj počutimo ali pa identificiramo kot Evropejce, ne sem kot Slovence. Tudi, če razmišljam o tem, kje na svetu bi živel ali pa deloval, imam zelo rad Evropo. Jaz se kjerkoli v Evropi počutim doma. Rad zaidem tudi na drugo stran Atlantika, pa tudi zelo rad v Azijo. Vedno je zanimivo, se pa tam ne počutim tako doma, kot kjerkoli v Evropi. In zakaj delamo stvari, ne vem, če vsaj pri teh, bom rekel, aktivnostih ali pa vsebinah ali predlogih, ki so v neko širšo korist, če ti tako zasleduješ nek tak res konkreten cilj, kaj boš od tega imel. Pa če neko področje poznaš, če vidiš, da nekaj ne deluje dobro, je v naravi ljudi, da probamo kaj spremeniti. Tako je mogoče se bolj kot na patriote ali pa ne patriote delimo na pasivne pa aktivne. Aha. Ta aktivnost se je začela pri tebi že v rani mladosti, namreč študiral nisi samo v Ljubljani, ampak tudi v Utrechtu in v Londonu. Potem pa si zaplul v odvetniške vode in sicer si deloval v eni izmed najbolj znanih slovenskih odvetniških pisarn pri gospodu Miru Senica. Verjetno si tam nekako izostril čut za to, kako biti zelo dober in agilen odvetnik. No, potem pa si ustanovil svojo pisarno, odvetniško pisarno NLO. Deluješ pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Veliki Britaniji, v ZDA. Skratka, dejansko si zelo mednarodno vpet in imaš tudi vpogled v mednarodno sceno. Pa te bom vseeno vprašala, razlika med študijem v Ljubljani, kjer se nekako univerze vendarle ponašajo z nekim ugledom, ali Utrechtu in Londonu, kakšne so tiste bistvene razlike? Naj poveva, da Utrecht je na Nizozemskem, ne? Tako, Utrecht je na Nizozemskem, tudi ena od boljših evropskih univerz, tudi z veliko tradicijo, v bistvu tam celo mesto je skoraj da univerza zelo dihata skupaj. Jaz drugače ne bi bil preveč kritičen do slovenskega izobraževalnega sistema. V končni fazi sem vse od vrtca do diplome z izjemo tega izleta v Utrecht opravil tukaj, pa mislim, da je kar dober rezultat. Gotovo pa so tukaj neke možnosti, kaj bi se lahko slovenski izobraževalni sistem od nekaterih tujih naučil, pa mogoče prenesel sem. Tisto, kar jaz vidim, tukaj sta mogoče dva problema. En je prekomerna standardizacija, se pravi, mislim, da premalo dajemo poudarka na to, da smo ljudje različni, imamo različne talente. Meni se zdi, da je pomen splošne izobrazbe pa to, da morajo mladi se marsikaj naučiti, tudi če to ni ravno njihova tema, je gotovo koristno. Imam pa občutek, da smo šli malo preveč v to, da je ta generičnost tako močna, da že malo zavira to, da imajo ljudje tudi neke talente in se jim ne daje dosti spodbude v prostora, da bi točno tisto razvijali. Predvsem pa mislim, da je slovenski izobraževalni sistem knowledge-based, ne pa skills-based.
Jaz se spomnim, ko sem bil v Londonu, me je kakšen drugi, tretji teden, to je bilo predvsem na začetku, eden od profesorjev, sicer Nemec, poklical k sebi in rekel, ti znaš tukaj 10-krat več kot vsi ostali tvoji sošolci, pa niti pol toliko nisi sposoben s tem narediti, kot oni. Kakšna bolečina. Ja, ne. In v bistvu je to bil tako zelo zanimiv pogled. Se mi zdi, da kam je to rekel, sem celo rabo kakšen dan, da sem sploh razumel, kaj je sporočilo tega. In on je bil potem tisti, ki je rekel, ja, ti moraš iti še na argumentation, pa legal drafting, pa na advocacy, pa ne vem kaj. In res je, da na programu, kjer sem jaz bil, sva bila moje starosti, mislim, da sem še en ali pa dva, tako je na 2-3, smo bili, vsi ostali so bili ljudje, ki so po faksu že šli v službo, pa so potem skoraj na počitnice prišli na ta podiplomski študij. In kako se je redni del predavanj zaključil tam ob 3-4, nas je bilo nekaj, ki smo imeli pa programa še do 8 zvečera. Za vse druge teme, ki so bile izrazito skills in ne knowledge. In oni te pripeljajo do tega, da si sposoben ne vem, vzeti 1000 strani dokumentacije, pa v naslednjih nekaj urah zbrati iz te dokumentacije ven tisto, kar potrebuješ. Itak ne moreš cele prebrati. To, da pa najdeš ven tiste informacije, ki jih rabeš, je pa skill, ne knowledge. Kako se to v slovenščini prevede, da nam preveč angleških? Sposobnosti, veščine in znanje. Tako. In ob tem se prav spomnim, nedavno tega je Ivo Boscarol dal nasvet vsem mladim, naj se ne učijo preveč, ampak in ne usvajajo tega znanja nekako tako, ampak naj se naučijo črpati informacije. Pospremil je to svoje stališče z idejo, da naj mladi žicajo starše za one-way ticket v svet. In tam naj samo nabirajo te skillse, kot ti praviš, in ogromno nekih drobnih kulturnih in novih idej, in potem se bo zagotovo našlo podjetje v Sloveniji, ki mu bo z veseljem plačalo povratno letalsko karto. Za prvi del verjamem, za drugi pa ne popolnoma. Je res tako črna prihodnost za Slovenijo? A smo res tako zašli, da ne bomo zmogli tega preboja, da ne bomo se umestili v nek globalen zemljevid? Ne, jaz mislim, da prihodnost ni črna. Jaz mislim, da prihodnost je stagnacijska. Kar je mogoče še slabš. Ne vem, pač jaz... Ker dno je tisto, ki omogoča priložnost, da se odrinemo. Se mogoče to naš problem. Če se jaz spomnim, rojen sem leta 87, z Jugoslavije se ne spomnimo kaj veliko, ampak celo življenje smo doživljali, vsako leto je malo boljše šlo. Mogoče prva kriza, ki je naša generacija doživela, je bila tista finančna kriza, ki je sledila propadu Lehman Brothersa, ki je prišla z veliko zamudo v Slovenijo. Mislim, da je Lehman je bil 2008. 2 leti zagotovo. Mislim, da je bil Lehman 2008, tako prve resne posledice v Sloveniji se mi zdi, da smo 2012 čutili. Kar veliko zamuda je bilo. In moja generacija je to takrat občutila predvsem na tem, da ni bilo delovnih mest. Zelo težko je bilo službo najti. Bistveno drugače kot je danes, ker je pa zelo težko dobiti ljudi za prosta delovna mesta. In meni se zdi, da takrat je več ljudi šlo v to, da so začeli svoje podjetja graditi, kot bi jih šlo, če bi bilo izobilje delovnih mest. Takrat je tudi Slovenski podjetniški sklad nekaj 10.000 evrov, mislim, da si dobil za podjetniško idejo, in je kar nekaj ljudi vzelo tisti denar in je imelo 12 mesecev časa, da s tem nekaj naredi, recimo. In iz tega je tudi kar nekaj podjetij nastalo, ki mogoče niso ratali globalni samorogi, ampak mogoče imamo nekaj ljudi tam delovna mesta. A to je vse v redu. Težava, ki jo mi imamo, je, da nimamo naboja za to, da bi gradili največja in najboljša podjetja, ki so prepoznana po celi Evropi ali pa globalno. Nimamo ne okolja, ne volje, ne kulture, ne infrastrukture za to. Jaz vedno, ko me kdo želi prepričati, pa imamo mi v Sloveniji pridne, pa pametne, pa izobražene ljudi. Dobro vprašanje, koliko jih imamo. Pa
če malo pogledam naokoli, a je ta ikona, ki visi tam nekje na steni, pridnega, sposobnega Slovenca, mit ali realnost. Ko hodim okoli po drugih državah, se meni zdi, da spet malo provokativen, da Slovenci postajamo kar leni. Nihče se na zobe ne meče zato, da bo nekaj dosegel. Mogoče se na zobe mečemo v tem sistemu sem za neke točke, neke točke, ki jih rabiš v osnovni šoli, da prideš na srednjo, neke točke, ki jih rabiš, da prideš na faks, pa neke točke ali pa formalno izobrazbo, ki jo v javni upravi rabiš za to, da se ti na istem delovnem mestu dvigne plača. Ne vem, tako. Ali pa da bom bolj točen, za isto delo se ti spremeni delovno mesto zato, da se dvigne plača. In tako, se mi zdi, da tukaj smo mogoče malo to zgubili. In mogoče še ena primerjava. Če imamo prodornega podjetnika, ki hoče graditi v Sloveniji podjetje, in tudi če pride do tega, da ima produkt z hitro rastočimi prihodki ali pa od vlagateljev zbere 5 milijonov evrov kapitala, in zdaj hoče zaposliti ene večje število ljudi, recimo inženirjev. Pa treba še povečati to zgodbo. Dajmo reči, da nekdo zbere 50 milijonov evrov kapitala, pa hoče zaposliti 100 inženirjev. Vse jih ni. Ne. Pripeljati jih pa tudi ne moreš, iz več razlogov. Prvič, izven EU jih ne moreš pripeljati, zaradi tega, ker jih moraš peljati na upravno enoto, ker jim bo nekdo v slovenščini razlagal, da pač rabijo apostilira neki, pa da je njihova fotografija napačna. Potem druga stvar je, če daš takemu inženirju isto plačo kot v drugih državah, bo dobil bistveno manjši neto. In tretjič, bodimo realni, ljudem se Slovenija zdi zanimiva kot turistična destinacija, ampak ni pa kaj veliko ljudi, ki okoli po svetu hodi, pa reče, jaz bi pa ful rad živel v Sloveniji. Tako da, če bomo hoteli biti majhno gospodarstvo, ki bo izvozno naravnano, pa Švica, pa svetilnik digitalne Evrope v zeleni, ne vem kaj, smo zelo daleč od tega. Pri tem mogoče sva vseeno pozabila omeniti, da se Slovenci tudi kar precej kot praviš, na zobe mečemo takrat, ko pa vidimo vizijo izven naših meja. Namreč podjetja, slovenska podjetja, Slovenci, ki delujejo v tujini, to število se nevarno ali strašljivo veča. Meniš, da se nam bo slovenski samorok pod slovenskim lastništvom v tujini zgodil prej kot pa na slovenskih tleh? Se ga že imamo, Outfit 7. Outfit 7 je podjetje slovenskih ustanoviteljev, ustanovljeno s slovenskim kapitalom, ki ni ustanovljeno v Sloveniji. In tudi če gledamo, ne mogoče samo zgodbo o uspehu, če gledamo ta prostor, kjer se dogaja veliko več primerov, se pravi, vsa podjetja, ki se čisto novo ustanavljajo, in ki jih logično zaradi tega, ker so zgodnja zagonska podjetja, jih velik del ne uspe, ampak velika večina teh podjetij jih Slovenci ustanavljajo v tujini, ne v Sloveniji. In a je to na nek način zaskrbljujoče ali ne? Mislim, da o tem lahko debatiramo. Je pa realni pokazatelj tega, da tega ne delajo iz nekega principa, ker to ne bi hoteli v Sloveniji delati. V bistvu bi raje v Sloveniji to delati. Ker ne morajo. Ker ne deluje. Zaradi tega, ker tukaj, da ustanoviš podjetje, rabiš en kup soglasij, dovoljen, notarsko overjeno izjavo lastnika nepremičnine, kjer imaš registriran poslovni naslov, in ti pač en teden okoli hodiš in zbiraš te papirje. Medtem, ko iz Slovenije, iz Ljubljane, s kavča ustanoviš gospodarsko družbo v ZDA ali v Angliji v 15 minutah. Ceneje. Še to je noro. Ustanoviti gospodarsko družbo v Angliji ali v ZDA ceneje kot v Sloveniji. In ko to izpostavljam, vsi potlej rečejo, pa kaj te žiš zdaj s tem, to je samo ustanovitev podjetja, kaj pa je to pač, če ni tako dober, se vse da narediti. Ja, ni čistko, ker to en kup drugih zadev potegne za sabo. Če hočeš, da ameriški sklad tvega kapitala investira v slovensko gospodarsko družbo, mora iti nekdo iz tistega sklada k notarju. Ali mora iti pa v Ameriki nekam uveriti nek svoj podpis.
In preden on ima tam na mizi 50 različnih kandidatov, v kjer bo investiral, in ti poslej tam njemu razlagaš, naj greh notarju nek podpisuje. Si on misli, veš kaj, ti kar pet nekam drugam po ta denar bom jaz investiral nekam, ka pač kaj le telefon dvignem, pa je investicija narejena. Mi se malo premalo zavedamo tega, da navzven Slovenija pač ni nekaj, kjer si vsi želeli biti ali pa tja investirati ali pa tam graditi neka podjetja. In to nas pač dolgoročno vleče v to, da presežkov tukaj ne bo. In to je res škoda. Nejc Novak, v 3-5 točkah, kaj pa bi morala Slovenija narediti, da bi bilo to podporno okolje tako stimulativno, da pa bi dejansko lahko začeli govoriti o tem, da obstaja dobra platforma za ustanovitev oziroma za nastanek samoroga? In katera država je v tem trenutku za nas lahko dober zgled? Mislim, da že nekaj časa se tukaj v Sloveniji pogovarjamo o tem, kaj je treba narediti. Res je. Kaj čakamo? Ja, se to je dobro vprašanje. Ne? Se pravi, mi smo imeli tako tudi že nekih več formalnih iniciativ. Ja. Država je imela Slovenija, dežela startupov, pa Slovenija je pristopila k 100 Nations listini, ki pač našteva neke ukrepe, kaj bo naredila za to, da bo tukaj v bistvu za podjetništvo boljše okolje. Imamo gospodarsko zbornico, imamo Združenje menedžerjev, imamo Slovenian Business Club, imamo tehnološki forum, imamo sekcijo startupov in scale-upov pri GZS-ju. GZS-ju, tako. Vse te tvorbe generirajo en kup nekih predlogov, ki jih potlej tudi mi, neki posamezniki v okviru teh organizacij promoviramo, pa dopolnjujemo in tako dalje. In potem vsakič znova, ko se pogovarjamo z vsakokratno vlado, ki se nam je sestavila skupaj, vsi povejo, ja, odlično, mi to podpiramo, to so odlični predlogi, odlične teme. In to se rola že 10 let, ali pa več. Zakaj to? Mogoče je to napaka vseh nas, ki smo se s tem ukvarjali, kaj se niti približno tukaj ne bi izpostavilo posameznikov. Mislim, da je to tako kar kolektivni trud, kar neki ljudi tukaj. Ampak mogoče pa samo kritika, da smo mi eno stvar podcenili in da bi mogli kulturo spremeniti. Mogoče razlog, zakaj se ti ukrepi ne zgodijo, problem v kulturi. Zakaj moramo mi nekateri, ki smo zasebniki, ki se v prostem času s tem ukvarjamo, skrbimo za policy te države, se pravi za neko strateško usmeritev tega, kam bi radi šli, pa kaj so ukrepi, ki jih moramo sprejeti za to, da bomo šli v to smer. Pač v normalni, zreli državi bi se mogel s tem ukvarjati nekdo, ki dela za državo, ki je v službi države in se sistematično ukvarja s tem, kaj je strategija, pa kaj so ukrepi, da do tega pridemo. In tega nimamo. In mene vsakič mine volja do življenja, ko grem na upravno enoto, ki je najboljši pokazatelj te kulture, ki jo imamo. Upravna enota ima nekaj, kar je celo skregano z vsemi načeli prava, ima poleg zakonov pa pravilnikov, ima še nekaj notranje usmeritve in tam piše, so neke alineje, kaj vse mora uradnik zbrati in zahtevati, zatežiti in zagreniti življenje uporabnikom te storitve, da bodo prišli od tistega, kar hočejo. Tja prideš, vzameš nek listek, ko nek sediš tam in čakaš in potem tam prideš nekomu za tisto okence in tiste listke daješ tja gor in upaš, da si prinesel vse, kar... In če si nekaj pozabil, pa moraš to nekam iskati in potem prideš nazaj in reštartaš ta proces. Ja. In kljub vsej tej digitalizaciji, in čemu to pač zmeri ne deluje. In vsi smo nervozni. Ja, in vsi izgorevamo. Ta kultura tega kompliciranja, namesto reševanja težav, je očitno tako prežeta teh formalizmov in nepripravljenosti ali pa strahu prevzemanja odgovornosti, da bo nekdo rekel, to je ok, ne pa da bo rekel, joj, daj mi prinesti nek papir, kjer je nekdo napisal, da je to ok.
je zelo nevarna. Ne? Mislim, da mi kot država in kot narod nismo toliko imuni. Recimo Nemčija, ki je skoraj da, kako reče nekateri, motor evropskega gospodarstva. Ne? Ta motor zdaj ima škripa. Ampak tam so ti procesi, ki jih zdaj opisujem, še slabši kot pri nas. Ne? Ampak med Nemčijo pa Slovenijo je velika razlika. Ne? Razlika je v tem, da Nemčija je velika, gospodarsko močna, njen notranji trg je relevantno velik, mi pa nič od tega nimamo. Slovenija kot trg je irelevantna, ne? Lahko jo zanemarimo do tega, da rečemo, da tega trga sploh ni. In to, da bi mi bili res atraktivni za gradnjo podjetij, bi morali biti boljši od druge najboljše države v EU, recimo, če bi si zastavili cilj, da bomo najkonkurenčnejše gospodarstvo po pogojih poslovanja. In prej, me kdo napade, to ne pomeni, da imamo najnižje davke. Ne. To pomeni, da za davke, ki jih tukaj plačaš, dobiš najboljšo storitev, ki jo od države potrebuješ. Sama večkrat slišim od takih sogovornikov, kot si ti, in to bi lahko uresničili, glede na to, da smo tako majhni, tako kontrolirano kot en okolje, kot nek laboratorij, kjer bi se res lahko povezali in bili ne samo agilni, ampak lean. In to bi bilo zelo privlačno. Človek bi celo tako na prvi pogled pričakoval, da se bodo te stvari z bliskovito hitrostjo odvijale, glede na to, da imamo danes človeka, ki vodi državo, z vrst podjetnikov, gospodarstvenikov. Čutiš mogoče pri njemu, pri gospodu Golobu, to afiniteto do teh sprememb, ki so nujne? Je ta njegova retorika in tudi, recimo, neke geste ali neka delovanja usmerjena v to smer? Večje agilnosti, hitrosti, posluha? Jaz se načeloma vedno izogibam komentiranju aktualne politike ali pa vsakokratne vlade. Vidim pa zaskrbljujoč trend, da vlade ne dosegajo nekih sprememb. In ne znam si čisto dobro pojasniti, tudi nisem strokovnjak za to, da bom to ugotavljal, ampak tisto, kar si pač jaz mislim, je, da mi kot narod se mi zdi, da doživljamo razočaranje za razočaranjem, vsak iz ene svoje lastne perspektive o tem, kako ta država napreduje. Če si sposodim naše v bistvu ne glih sosede, ampak recimo, da smo iz iste soseščine, Čehe, kjer imam kar veliko dobrih prijateljev, se mi zdi, da smo se včasih tukaj iz Čehov malo norce delali. To so bili tisti, ki so vse vzeli še toaletni papir, pa so se polet na Hrvaško odpeljali na morje, in potem pašteto mazali na kruh tam na plaži. Poglejte, kje so oni z GDP-om, pa kje smo mi. Tako da jaz mislim, da nažalost smo mi, bom rekel, tako zgrešeno predstavo o samih sebi imamo, da bomo pogruntali, da smo nekaj narobe naredili šele takrat, ko nas bodo poleg Češke prehiteli še Hrvaška, pa še kdo. In to se mi zdi tako precej problematično. Mislim, da to ni niti krivda, niti zasluga ene ali pa druge vlade, ampak mislim, da si moramo mi kar kolektivno pripisati zasluge za to, da stagniramo. Nejc Novak morda najnim gledalcem in poslušalcem podcasta Supermoč poveva, da se kot odvetnik predvsem ukvarjaš s to vrstno problematiko, tematiko, o kateri govoriš, torej veliko delaš z zagonskimi podjetji, skladi tveganega kapitala in pa angelskimi vlagatelji. No, med leti najbolj perečimi leti tiste finančne krize pa si vodil nekaj najbolj kompleksnih prestrukturiranj, in sicer ACH, Sava, Litostroj. Kako se spomniš tega obdobja? Kaj so bile recimo največje težave, največji izzivi tovrstnih procesov? To je bilo kar noro obdobje. V bistvu na nek način imam na to obdobje zelo lepe spomine. To je bila moja prva služba. Tudi jaz sem imel to srečo, da sem se od Merota, ki ima v javnosti tako ali pa drugače ni več, zelo veliko naučil.
in kako stvari delati in kako ne, če tako lahko rečem. Imel sem tudi to srečo, da sem na nek način točno to temo, se pravi prestrukturiranje podjetij, turnaround v Londonu študiral, se pravi sem prišel s kar nekaj teoretičnega znanja nazaj sem. V Sloveniji do tistega obdobja je bila tradicija, da se podjetja ali da v stečaj ali se jim da pa državno pomoč. Mislim, da je to neko obdobje, ko smo se naučili, da se da podjetje reševati tudi na druge načine. Obstajajo različni nivoji kapitala, da so različne možnosti za podjetja, ki se znajdejo v težavah. In zame kot enega mladega strokovnjaka, ki je imel to noro priložnost, da je lahko na takih projektih sodeloval, je bila ta spoj prava in financ ali pa poslovanja zelo zanimiva. Ne? Zanimivo tudi iz perspektive, da se seveda ljudje, ki so v težavah, ali pa podjetja, ki so v težavah, ali pa vodje podjetij, ki so v težavah, bistveno drugače obnašajo kot takrat, ko imamo neko normalno obdobje, neko rast. Ne? Spravi, neke druge lastnosti ljudi pridejo na plano takrat, ko so bančni računi blokirani, ko ni denarja za plače in tako dalje. Opiši, prosim. Tako pozitivne kot negativne Katere, lastnosti. Katere, na primer, so tebe kot Pozitivne mladega so gotovo- človeka, ki si črpal vse to in spoznaval različne profile ljudi v različnih okoliščinah, kaj te je najbolj presunilo, recimo? Pa ne vem, če me kaj presunilo, ne? Ampak tako, vidiš od tega, da ljudje postanejo požrtvovalni, so pripravljeni vse narediti za to, da bodo podjetja rešili, da so šli številni tudi čez nenamerno ali pa nezavedujoč čez neko mejo tega, kaj smejo narediti, eni z dobrimi, drugi slabimi nameni. Vidiš jastrebe, vidiš ljudi, ki se počutijo res neudobno v smislu, da ne razumejo čez dobro situacijo, v kateri se znašli, pa kako odreagirati. In vidiš nekatere, ki jim je skoraj da veselje reševati nekaj, kar je zašlo v težave. Ne? Se pravi, in seveda vidiš to perspektivo dveh tipov delavcev, se pravi proizvodnega delavca na minimalcu in enega mogoče strokovnjaka, ki je bil na relativno dobri plači, ne? In kako vsak posamezno pač doživljajo to dogajanje. Jaz mislim, da je bil ta proces za Slovenijo ena zelo dobra šola. Ne? Bil pa tudi tako malo unikaten, ne? Se pravi, to, da se te bančni sektor praktično sesuje, to ima vpliv na res vse pore gospodarstva. Ne? Večina cikličnih kriz deluje bolj sektorsko, ne tako vse poprek. Tako da... No, ampak Nejc, Sava, Litostroj, ACH niso dobile državne podpore, ta podjetja niso šla v stečaj. Kaj se je torej z njimi zgodilo? Tako da osvetljiva. Ja, Kakšnemu modelu ste sledili? Vsa podjetja so v neki ali pa taki drugačni obliki živela naprej. Zelo različni primeri, vse ti niso edini, so še številni drugi, so se na različne načine reševali. Smo mi kot gospodarstvo, kot država takrat vse naredili prav in optimalno? Ne, nismo. Nekateri primeri iz tistega obdobja se še danes svalkajo okoli. Ampak, če pogledamo, so se pa kljub samo takrat zgodili neki premiki na bolje. Ne? Tudi danes še vedno vidimo, da je odnos do slabih terjatev, do nasedlih naložb drugačen. Danes tudi v slovenskem gospodarstvu ne deluje tako, da si vsi zatiskajo oči do zadnjega končnega momenta, ne? Ampak se s tem soočajo in to servisirajo že veliko prej. Jaz mislim, da če je bil to edini nauk tistega obdobja, se mi zdi, da je bil pomemben pa veliko vreden za gospodarstvo kot celoto. Glede na to, Nejc Novak, da si mednarodno vpet in da, kot praviš, se počutiš ne samo kot Slovenec, ampak Evropejec, svetovljan, kako bi recimo tistim, ki so danes lastniki družinskih podjetij, denimo, kako bi jih mogoče malce sprostil in dejal, da ko in če slučajno ne najdejo nasledstva, da prodati podjetje dobremu tujemu lastniku ni tak bav. Namreč slovenska družinska podjetja se soočajo z zelo perečim problemom. Ne vem, če je to globalen problem, ampak družinski člani, njihovi potomci
ne izkazujejo ne vem kakšnega interesa za nadaljevanje njihove poslovne poti. Ja, mislim, družinska podjetja so ena zelo specifična sorta živali, a ne. Ja. Se pravi, jaz mislim, da tukaj ni, jaz se zelo izogibam temu, da bi rekel, kaj je prav pa kaj je narobe, a ne. Se pravi, to, da družina noče prodati podjetja in da ga hoče dolgoročno imeti v zaprtem lastniškem sistemu, s tem ni nič narobe, ne. Ko se pogovarjamo o tem, zakaj Slovenci ne prodajo podjetij drugim Slovencem ali pa tujcem, se nima veze. Jaz tega ne vidim samo po sebi kot problem. Jaz vidim tukaj mogoče večji izziv do tega, da se nismo naučili mogoče naslednjega koraka od tega, če se odločimo, da bo podjetje v družinski lasti, in sicer kako lahko naslednike vsaj operativno tega razbremenimo. Jaz mislim, vidim, da se kar veliko otrok znajde pod pritiskom staršev, zdaj pa ti nekako nadaljuj to podjetje, ki sem ga jaz zgradil. In ob enem tudi ti starši niso sposobni reči, veš kaj, od naslednjega leta dalje, grem pa jaz ven iz podjetja, pa ti nadaljuješ. Pride do neke kohabitacije, ki v večini primerov, ne pa vseh, ustvarja konflikte, napetosti, ljudje so nesrečni in potem se s časoma to tudi vidi na performansu teh podjetij. To so neki izzivi, ampak so pa tudi primeri dobrih zgodb, jih imamo kar nekaj. Mislim, da velja omeniti, da EY, Ernst & Young v Sloveniji že vrsto let vodi projekte družinskega podjetništva, podpira, pomaga podjetjem iti skozi debato o tem, skozi pripravo družinske ustave, skozi pogovor znotraj družine, kakšen je njihov odnos do podjetja. Skozi pogovor znotraj podjetja, kakšen je odnos ključnih zaposlenih, pa tudi vseh ostalih zaposlenih, ki niso člani družine, do družinskih članov in do tega podjetja. To so, če se tega procesa resno in profesionalno lotiš, se da priti do rezultatov, ki so dobri za vse. Nazadnje v Sloveniji zdaj tudi prihaja sklad, ki ga bo deloma financiral EIF, se pravi Evropski investicijski sklad, ki bo targetiran ravno na vprašanje nasledstev. Se pravi, kako lahko z kapitalskim vložkom pomagajo podjetjem v to, da se del družinskih članov recimo izplača, pa se nekateri nadaljujejo, ali pa imajo neke različne možnosti, pod kakšnimi pogoji bodo lahko vstopali v kapitalske strukture teh podjetij. In jaz mislim, da v resnici, kar je seveda kontroverzna ideja, ampak jaz verjamem v to, da če bi imela Slovenija več family officeov, več bogatih slovenskih družin, da bi to na nas kot na gospodarstvo, kot na narod, imelo pozitivne učinke. Seveda še nekaj let nazaj je bila proti takim idejam vodena agresivna vojna, se pravi razbiti vse neke kapitalske grupacije iz takih ali pa drugačnih razlogov. Ne moja zgodba, to sem bil še študent ali pa dijak, ki sem to bral, ampak v vsakem primeru meni se zdi to, da močno družinsko podjetništvo je v bistvu lahko zelo pomemben steber gospodarstva. Ne nazadnje to vidimo recimo v sosednji Avstriji. Avstrija, pa tudi drugod po svetu, pravzaprav ravno iz družinskih podjetij so nastale največje svetovne korporacije. Ne? Ja, drži, absolutno. Verjetno gre tukaj na koncu dneva vedno tudi pri biznisu ali poslu za to čustveno komponento. Koliko čustev je v tem poslu? Ja, malo nor moraš biti, da se greš tole. Se pravi, po mojem je... Mislim, gotovo obstaja kar veliko podjetnikov, ki zelo nečustveno gradijo podjetja. In je to čisto v redu, nič ni narobe s tem. Gradijo podjetje zato, da ga bodo zgradili in da ga bodo prodali. In tega je veliko in to je čisto v redu poslovni model. Veliko je pa tudi ljudi, ki povezujejo podjetništvo ali pa gradnjo podjetja z življenjskim slogom. To je njihova lifestyle zgodba, če lahko temu tako rečemo. Nimajo strategije, da bodo zgradili podjetje pa ga prodali, imajo strategijo, da bodo zgradili podjetje, v njem delali, so imeli fajn, počeli nekaj, kar jih veseli. Jaz mislim, da je še mogoče največji čar podjetništva to, da si pač sam določiš pravila,
s kakšno filozofijo boš to podjetje vodil, pa kaj boš dosegel. Seveda, ja, venture capital, tvegan kapital ima neko zelo tipično ideologijo, zelo tipičen življenjski cikel podjetij, ki ga pričakuje, je vse zgrajeno okoli te logike. Ta logika je preverjena, je dobra, ustvarja vrednost, ustvarja delovna mesta. Jaz sem njen velik podpornik, ni pa nujno, da je edina prava na tem svetu, ne? Niti približno. Je prednost ravno tega, da si lahko vsak posameznik, ki se tega loti, na svoj način, tako kar on doživlja, si želi, kot čustvuje, če tako lahko temu rečemo, pa zastavi svoje pot. Ampak ko govoriš o motivih ali o nekih vodilih, kako narediti podjetje, zakaj ga narediti in kako ga peljati do konca prodaje, kakorkoli že, je to vse legitimno in prav in čisto poslovno, straight ahead, pa vendarle v Sloveniji je velika rak rana ta, da pa vendarle nastavljajo ljudi, veliko je napačnih ljudi na napačnih delovnih mestih. In tudi motivi, zakaj sprejemajo te naloge, pravzaprav so zelo, zelo škodljivi. Vidiš ti te zgodbe, jih prepoznaš, ko pride ena oseba na neko vodstveno mesto za nek mandat in uniči neko podjetniško tvorbo dolgoročno. Ja, to se v privatnem sektorju, tam, v lastniški strukturi ni tudi država, ne dogaja. Tako je. Ja. Zdaj, zakaj nam to na strani države ne deluje? Oziroma, pogosto uspeva, da dajemo, da je veliko nepravih ljudi na nepravih mestih. Jaz tudi mislim, da obstaja tudi kar nekaj podjetij, kjer je država udeležena v lastniški strukturi, pa ta podjetja zelo dobro delujejo. Se pravi, mogoče vidimo tako zelo populistično je reči, da pa posod, kjer je država zraven, pa da podjetje ne more dobro delovati, ali pa da je država po sami definiciji slab lastnik. Jaz mislim, da to ni nujno. V končni fazi imamo tudi kar nekaj držav na svetu, ki odlično upravljajo svoja podjetja. In tega je tako, ker lahko gledamo tudi znotraj Evrope. V resnici je kar nekaj podjetij, ki so v lasti evropskih držav, pa odlično delujejo. Tega vidimo predvsem v Nemčiji pa Franciji kar nekaj. Izven Evrope, recimo Singapurjev sklad je pač izjemno uspešen, kako razvija, kako podjetja, ki jih imajo v lasti, rastejo. So različni tipi držav, različna filozofija, neprimerljivi, ampak vidimo, da korelacija med tem, da je država slab lastnik, upravljalec podjetij, je po mojem bolj posledica ne tega, da je to država, ampak da ta država to slabo upravlja. Spet zelo težko soditi o tem, a Slovenija to dobro dela ali ne. Lahko gledamo neke, če skušamo biti data-driven, se pravi, če skušamo slediti podatkom, ne pa mnenjem, lahko gledamo neko donosnost portfelja SDH-ja, lahko gledamo prakse korporativnega upravljanja v podjetjih, kjer je država največji lastnik. In lahko mogoče na podlagi tega malo ugotavljamo, a ga je to nam državno lastništvo bolje ali slabše od roka. Jaz mislim, da je problem nekje drugje tukaj. Se pravi, država bi morala za gospodarstvo, za poslovno okolje skrbeti kot zakonodajalec pa regulator, ne pa kot aktivni udeleženec. Vse ima lahko lastništva, nič narobe s tem, ampak Slovenija se premalokrat nikoli ne vpraša, katere ukrepe lahko jaz sprejmem tukaj, da si bodo vsi v Evropi želeli poslovati v Sloveniji. In če bi si to vsake toliko časa zastavila, pa se fokusirala na to, kot pa na prevzemanje sicer podjetij, ki so bila že v zasebni lasti, pa jih spet skušati imeti v državni, bi bilo za vse nas veliko boljše. Nejc Novak, v svetu premalokrat se spomnimo, morda tudi zaradi naše polpretekle zgodovine, kjer pač še vedno imamo problema, ampak vseeno, v svetu odlično delujejo zadruge. Zanima me, kakšen odnos imaš ti do tega koncepta? Potem pa se bova lotila nekega tvojega javnega zapisa. Ne vem, če zadruge odlično delujejo v svetu. Nisem prepričan v to. Če zdaj se radikalizirava to misel,
Kje pa je socialistična država na svetu, ki odlično funkcionira? Okay. Je ni. Spravi, jaz sem po svojem osebnem razmišljanju človek, ki je socialno občutljiv. Se pravi, meni veliko pomeni to, da živim v okolju, kjer ljudje ne ležijo v jarkih in otroci niso lačni in imajo možnosti iti v šolo in tako dalje. In še kup drugih stvari, ki jih država financira. In zato potrebujemo državo. Problem je, da ko imaš državo, ki je močna, ima ta država željo, da bi bila še močnejša. Vedno več stvari bi rada počela, za vedno več stvari bi rada skrbela. In tukaj je pač treba vedno iskati nek ekvilibrij med tem, kje država intervenira. Država mora intervenirati tam, kjer lahko država nek problem reši bolje, kot če ga mi rešujemo vsak zase. To gotovo ni podjetništvo. Naravne nesreče verjetno je. Še marsikaj drugega. Jaz sem zelo velik zagovornik tega, da še največ za ljudi v družbi naredimo, če jim omogočimo visoko kvalitetno izobraževanje. Se pravi, naloga države je, da tistim, po mojem osebnem prepričanju, da tistim, ki prihajajo tudi mogoče iz, ne bom rekel socialno šibkih, ampak iz finančno šibkih družin, mladi, dobijo odlične priložnosti za izobraževanje. To je tisto, kjer mi njim ustvarjamo priložnosti, da nekaj iz sebe naredijo. Ne pa, da mi za njih nekaj namestnih naredimo. To sta dva zelo različna pogleda. In socializem je pa to, kar se pač mi zdaj pogovarjamo o tem, da ima preveč denarja, pa ta preveč denarja in da bomo to vzeti, pa bomo mi razdelili. In to, da nekateri hodijo okoli pa razlagajo, jaz imam že dosti, jaz ne rabim več, mi lahko se obdavčite. To je pač po mojem jasen message vsem, da ne želimo, da ste uspešni. Pojdite nekam drugam. In če to povežemo še z enim drugim nevarnim trendom, in sicer ne me držati za besedo, če se prav spomnim zadnjih projekcij, leta 2040 bomo država z 8. najstarejšim prebivalstvom, leta 2050 z 5. In ko pridemo do tega, se vsi pogovarjamo o tem, ali pa ne se pogovarjamo, vsi začnejo govoriti o težavah javnih financ. Zdaj imamo pa dvigant upokojitveno starost, pa ne vem kaj še vse. Nihče pa ne pomisli, da v državi, kjer živijo stari ljudje, mladi nočejo biti. Preden začnemo filozofirati o kompleksnih vprašanjih javnih financ, pa vzdržnosti pokojninskega sklada, pa zdravstvenega, pa ne vem kaj, bilo mogoče dobro, da včasih tudi na zelo praktične vidike pomislimo. Da mladi, tisti, ki hočejo ustvarjati, ki hočejo graditi, in zdaj pri svojih 36, ob teh letnicah ne bom več mlad, ampak mladi, ki jih bomo mi takrat imeli, ne bodo hoteli tukaj biti, bodo hoteli tja, kjer so drugi mladi, kjer je žur, kjer se ustvarja, kjer se gradi, kjer se dogaja. To je res, medtem ko si to pripovedoval in dal kar nekaj vsebinskih zapikov, katere bi bilo vredno pravzaprav slišati in doumeti in razumeti in se nekje tudi vesti glede na tvojo vsebino. Sem malce pogooglala, namreč pred leti je bila vizavi medijske hiše Delo na Gospodarskem razstavišču zelo odmevna trodnevna konferenca prav na temo zadrug in tam, to sem pospremljala kot novinarka in tam sem se naučila, da zadruge po svetu zelo prosperirajo in da zaposlujejo več 100 milijonov ljudi po svetu, ampak pustiva to. To je bila recimo ena iztočnica za vprašanje tistega tvojega zapisa v časopisu, ki si ga poimenoval Komedija zmešnjav delavskega lastništva. Glede na to, da je to bila kar odmevna zgodba, kjer si opisoval pravzaprav to dinamiko med inštitutom, gospodarstvom, politiko, lahko narediš en tak kratek povzetek, kaj te je zmotilo pri tej zgodbi, namreč dotikal si se podjetja Domel. Vprašanja tega, kako vključevati zaposlene v lastniške strukture gospodarskih družb, ki jih delajo, ima kar dolgo brado. Sploh v Sloveniji, ker je bilo to včasih vse naše. Ja. In
Jaz rad te debate začenjam iz popolnoma druge točke. Sicer, kaj je problem, ki ga skušamo rešiti, pa je ta problem res dovolj velik, da se s tem ukvarjamo. Pri nas imamo pogosto debate, ki se začenjajo kar nekje drugje. Dajmo mi nekaj imeti. Ne? Tako, v redu, ampak kjer problem s tem rešujemo, kaj skušamo s tem doseči. Ne? Zdaj ta venture capital, šola tveganega kapitala, pogled na vključevanje ključnih zaposlenih v lastniške strukture podjetij zelo jasno razloži. Ne? Reče, mi, ko začnemo graditi podjetje, ga začne 1, 2, 3 ustanovitelji, oni delajo zastonj. Oni pustimo minimalno plačo pa delovske pravice. To so 1, 2 ali pa 3 ljudje, ki cele dneve in noči kot norci delajo. In vabim klele vse tiste, ki razlagajo o ne vem čemu sem, pa o tem, kaj ima kdo pravico, pa kako bomo mi razdelili, pa obdavčili, pa razporedili premoženje, Da se pridružite. Ker ni nihče od njih nikoli v življenju zgradil. Oni se ukvarjajo, oni podjetja, oni na podjetja gledajo kot na... S tem se mogoče najdejo z svojim nasprotnim političnim polom, z desnico. Oni na podjetja gledajo kot na brezmadežno spočeta bitja, ki so kle nam dana, in zdaj se pa z njimi imamo neko interakcijo. Na enem polu jih poslušamo, pa vprašamo za navodila, na drugem polu pa te kreacije ustvarimo, pa jih razdelimo med vse. In pozabljajo na to, da je enormno veliko odrekanja, za to, da ustanovitelji podjetja zgradijo. Drugi nivo, ki se veliko odreka, da ta podjetja nastanejo, so prvi zaposleni, ključni zaposleni. To so tisti najsposobnejši, ki namesto tega, da bi šli v velike gospodarske družbe delati za lepe plače, grejo v podjetja brez strank, brez denarja, z velik tveganja, z po možnosti minimalno plačo. In tem ljudem damo v teh podjetjih lastniške deleže, zaradi tega, da če zgodba uspe za vse, da na račun teh deležev kompenziramo to, da so na začetku sprejeli tveganja, se odrekali večjemu zaslužku in tako dalje. In v Sloveniji to ne deluje. Zakaj ne deluje? Zato, ker če mi hočemo zaposlenim dajati deleže v teh podjetij, zapademo v en kup davčnih problemov. Razen tega, da jih moramo k notarju voziti za vsako to neumnost, je druga stvar še to, da država te ljudi obdavči že takrat, ko te deleže prejmejo, in sicer po pošteni ocenjeni vrednosti teh podjetij, in morajo že takrat od tega odvesti davke, kot da je to njihov prihodek. In s tem prav ubijamo ta koncept. Pravilno bi bilo, da lahko tem ljudem, ključnim zaposlenim, ustanovitelji razdelijo, kolikor deležev hočejo, v kakršenkoli obsegu in katerikoli vrednosti želijo. Ti zaposleni naj pa davke plačajo takrat, ko te deleže prodajo, takrat, ko zaslužijo evre. Ne takrat, ko dobijo nek delež, ki je ponavadi itak zaklenjen, se ga ne da prodati. In v resnici ga dobijo ponavadi v momentih, ko sploh še ni jasno, ali bo ta delež sploh kaj vreden ali ne. Ta delež dobiš vrednost šele s tem, ko je prodan. Do takrat je samo korporacijska pravica. In to je ta pogled, ki prihaja v bistvu iz perspektive reševanja težav, s katerimi se soočajo ljudje, ki gradijo podjetja iz nule. Pa en čez drug pogled, ki se ukvarja z neko popolnoma drugo točko. Ta točka pa je, mi imamo kle podjetje, denar je noter, in vi, zlobni menedžerji, ga sem cuzate ven, vi lastniki tudi, brez nas delavcev pa ne bi bilo nič, se pravi, moramo mi dobiti to podjetje. In zaradi tega, ko pride v Sloveniji do te debate, se zapletemo v kombinaciji s tem še v našo tendenco po birokratizaciji in komplikaciji vsega, in začnemo govoriti, ne, vsem zaposlenim enako, pa nobenmu ne več kot 5000 na leto, pa nobenmu ne več ne vem kaj, pa to mora biti vnaprej pripravljen v notarskem zapisu načrt delitve in odobritev ne vem koga. Skratka, naredimo z tega celo znanost, en cel direktorat se s tem ukvarja, ki živi nekje na Luni, in ne vejo, kater problem rešujejo, ne vejo, kater cilj skušajo doseči in ne vejo, kaj je njihova ciljna publika.
Tisto, kar me pa še posebej razdražilo, pa je, da se neka cela skupina ljudi s tem ukvarja, ki ti povrh vsega na javnem socialnem omrežju napiše nek človek, ki ni bil izvoljen, ki ni v službi v državi, ki je od ne vem kje sploh, reče, vam bomo mi že ta predlog, ki ga zdaj vlada usklajuje in obravnava, pokazali in vas z njim seznanili takrat, ko bo za to pravi čas. Ne? Kar je pa v bistvu to zdaj pomeni, da kle smo neki, ki pripravljamo predloge in zakonodajo, vi boste pa že s tem seznanjeni, ko bo pravi čas. Ne? Se pravi, to je pa sporočilo iz nekih drugih časov, ne iz teh časov, kjer mi živimo in ne iz časov, kjer se zakonodaja sprejema transparentno pa demokratično. In med tem, mogoče že zaključna misel temu mojemu dolgemu monologu, med tem, ko imamo lestvico držav v Evropi, pa tudi širše, kako so uredile formalno in davčno vključevanje zaposlenih v lastniške strukture podjetij, kjer kar nekaj držav iz naše okolice se po tej lestvici visoko navzgor premaknilo v zadnjih letih. Slovenija na tej lestvici niti rangirana ni. In ko mi še enkrat nekdo reče zelena, referenčna, digitalna država, svetilnik sredi ne vem česa, lahko odgovorim samo, vi nimate pojma sploh, kaj govorite. Nihče ne hodi okoli po Evropi pa reče, jaz bom pa naslednje podjetje gradil v Sloveniji. Vse je enostavno, v bistvu, ni tako komplicirano. Iz zunanje perspektive je treba pogledati na to, kako stanje tukaj izgleda. Nejc Novak, glede na to, da si poročen z gospo iz Malezije, da je tvoje življenje med Azijo in Slovenijo, med Združenimi državami Amerike, Veliko Britanijo, Slovenijo, je Nejc Novak še eden v nizu številnih Slovencev, ki morda ne bo ostal v Sloveniji ali bo poskušal svojim vključevanjem, svojo proaktivnostjo v Sloveniji sooblikovati takšne pogoje, da bo tudi v Sloveniji žur. Ne vem, če gledam Ker bodo mladi ostali. Jaz nikoli nisem razmišljal o tem, a bom v Sloveniji ali grem nekam drugam. Sem že živel v tujini, sem se vrnil v Slovenijo in mislim, da se bom v življenju še kdaj preselil kam drugam, pa še kdaj vrnil sem. Jaz ne vidim tega vprašanja kot eno zelo statično kategorijo. Jaz tudi mislim, da stvari niso tako črno-bele. Se pravi, kot doma, podobno kot zdaj tole zadnje vprašanje, malo bolj živahno razložim, mi potem kdo hitro reče, veš, sej tudi, ne vem, v tvojemu Londonu ni vse tako idealno, ko tako tja zahajaš. In res ni, mislim, kaj so oni norci naredili z Brexitom, to je neverjetno, ko so v 5 letih uspeli imperij, ki so ga gradili 1000 let, ne glih razsut, ampak ošibit. Razliko, ki jaz vidim v tem je, da Angleži se zdaj aktivno ukvarjajo s tem, kako je njihov naslednji korak k prosperiteti, k tem, da bodo dobro živeli. Mi se pa s tem ne ukvarjamo, mi pa kle neki plutamo. In jaz vidim našo večjo težavo v tem, ne da imamo kakšne probleme, pa da kakšne stvari ne delujejo dobro, ker v Sloveniji tudi en kup stvari odlično deluje, pa se jih danes niso dotaknila. Se pravi, ni tako, da pa tukaj ni nič dobrega. Težava je, da mi ne pristopimo pragmatično k identifikaciji stvari, ki pri nas ne delujejo dobro, pa k njihovi odpravi. In dokler tega naboja ne bomo imeli, jaz ne vidim tega flova, pretoka, znanja, kapitala, ljudi nazaj k nam. Bi tudi opozoril, da sosednja Hrvaška, ki je še kar nekaj let za nami na skoraj da vseh področjih, vsako leto eno svojo težavo odpravi ali pa zmanjša.
In s temi majhnimi koraki bodo zelo verjetno nekam prišli. Ne? Ampak Nejc Novak, država smo ljudje, a ne? In ali imava midva tako presneto srečo, da se z zelo naprednimi ljudmi druživa in poslušava te napredne, proaktivne, v prihodnost zazrte ideje, zamisli in tako naprej. Navsezadnje tudi vsak izmed nas je prišel do neke ravni, ko išče zase neke rešitve, neka orodja, metode, pa naj bom banalna, naj hodi v na gozdno kopel ali čuječnost, meditacija, ali pa se sooči s konceptom 5 AM tega bioritma, ne? Kakorkoli že. Skratka, posamezniki iščemo neke ideje, ki bi nam olajšale življenje ali naredile življenje boljše. Zakaj potem ta kritična masa ni država? Ne vem, zakaj ne, ampak mogoče bolj vprašanje za koga drugega. Ampak jaz bi na nekaj drugega opozoril. Ne? Se pravi, Slovenija je to, da ima sposobnost pa na boj stvari radikalno ali pa zelo pomembno spreminjati, že pokazala. Ne? V končni fazi smo od osamosvojitve dalje rekli, mi gremo v EU, NATO, in potem smo od 91. dalje na tem sistematično dela. Mogoče ni fair, da rečem smo, ne. So delali. Yeah. Jaz sem opazoval pa navijal. Ampak jaz ne bi podcenjeval te države, tega naroda, da ni sposoben priti do konsenza o nečem in ta cilj to doseči. Ampak po drugi strani pa ne vidim naboja, da bi do česarkoli tazga zdaj prišlo. Ga ne vidim. Že dolgo časa ga ne vidim. Ne vidim think tankov, ne vidim nekega... Ne spomnim se sploh, da sem slišal neko javno, se pravi, ne javno, neko politično osebnost, ki bi rekla, mi pa zato, da bomo tukaj bolj živeli, moramo teh 5 stvari narediti in jaz zagovarjam, da bomo teh 5 stvari delali. Ne vem, tudi če pomislim na vsakokratne volitve, se debata ne vrti okoli tega. Ne vem, mogoče pa mi mislimo, da nam gre tako dobro, da ni treba nič zboljšati. Ne vem, mogoče kritična masa ljudi to misli. Mogoče pa... Na koncu v resnici je to nek demokratičen sistem, ne? Pač večina pove, ne, v katero smer gremo. Zdaj, to, da jaz mogoče mislim, da ta smer ni prava, pač pomeni, da sem jaz v manjšini, ne? Se pravi, sprejemam večino. Ne? Ampak kljub samo se mi zdi, da je verjetno, so res vse te debate podcenjevale ta element neke kulture, ki trenutno pri nas prevladuje. In zato bi bilo zelo koristno, da bi stave zelo resno jemali. Če ravno med moškim in žensko je takole v javnem prostoru, moram reči, da sem imela mešane občutke, pa vendarle sem upala in držala pesti, da bo naša ministrica že zaradi javne stave tudi stavo dobila. Pa morda tudi to, da premalkrat rečemo Bobu Bob takrat, ko je to tudi potrebno. Za konec, ker sva vendarle v podcastu Supermoč, Nejc Novak, odvetnik, odkot črpaš ti svojo moč, kaj je bi rekla, naboj, ki te motivira, da zjutraj vstaneš, da si poln delovnega elana, da ostaješ intelektualec, da bereš, da se ne zadovoljiš z tistim, kar znaš zdaj, ampak napreduješ vsak dan, v vsakem oziru, recimo? Ja, trenutno me vsak dan zjutraj zbudi en 10-mesečnik, ki tolče z velikim veseljem pomeni. Posebno veselje pa mu je na mojih rokah ali pa nogah najti kakšno kocino in jo na vse možne preteke vleči. Tako da niti ne razmišljam o tem čez dober, kaj me zjutraj spravi na noge. To je kar tole. Drugače pa ne vem, pač, jaz mislim, da jaz verjamem v to, da gremo ljudje tudi v življenju skozi neka različna obdobja, se na neke različne stvari fokusiramo. In v končni fazi je vsaj meni osebno veliko veselje opazovati stvari ali pa sodelovati pri stvareh, ki rastejo. Ne? Se pravi, zdaj sem na otroke, kar je nekaj novega, kar nas okupira zadnjih nekaj let. Ne? Ampak
Jaz tudi vsake toliko časa se mi zgodi, da vidim kakšno podjetniško zgodbo, s katero nisem prav nič povezan, nikogar ne poznam tam, nič nisem imel zraven, pa se mi zdi fajn. In vsake toliko časa tem ljudem tam nekje na LinkedInu ali pa kje potlej napišem, živijo, ne poznam te, ampak tole sem prebral, kaj ste naredili in se mi zdi tako res izjemno dobro. Tako čestitam, pa upam, da vam bo dobro šlo. In nas ste verjeli, koliko ljudi je popolnoma presenečenih na tem, da je nekdo iz tega okolja iskreno vesel za to, da jim gre dobro. Koliko jih pove, da živa, ne poznam te, ampak veš, da ne vem, smo zbrali novo investicijo, novo rundo kapitala, a veš, da nihče iz moje domače vasi, iz mojih krogov prijateljev mi ni čestitev, a ne? Ti si pa mi, pa te mogoče sem na videz poznam. Jaz tako mislim, da če govorimo o moji energiji, jaz mislim, da prihaja pač iz tega tvojega okolja, ne? Zdaj, mogoče moje okolje je en tak social bubble, ne? Ampak jaz mislim, da si vsi želimo biti v okolju, kjer te vsi v bližini spodbujajo, ne? Kjer pride do kolektivizacije tega individualnega uspeha, ne? Ker še drugi imajo nekaj od tega. Mogoče je to ta kultura, ne? Mogoče je to tisto, kar nam manjka, ne? Se pravi, vedno, ko sem v teh globalnih hubih, recimo letos sem bil spomladi tudi v Amsterdamu, je bilo to izrazito čutiti, ne? Da se kar naenkrat znajdeš ne med 5-10, ampak med 100-200 ljudmi, ki vsi nekaj gradijo, pa vsi vejo, da večjim od nas, ki uspe nekaj velikega zgraditi, vsi bomo imeli nekaj od tega, zaradi tega, ker bo to prepoznano kot destinacija, kjer se gradi nova tehnologija, kjer se gradi nova podjetja, kjer mladi želijo delati, kjer želijo študirati. In to je mogoče tisto, kar ne, da sem mene napaja, ampak po mojem lahko napaja kolektivno vse nas okoli tukaj, ne. In samo spremeniti moramo spet to medsosedsko ustaljeno tradicionalno kulturo, ne? Ko je najbolje, ne? Ko sosedu crkne krava. Je pa res, ne? Da smo vsi tukaj izjemno ponosni na športnike, Ja. da se hvalimo s tem, koliko naši najuspešnejši športniki zaslužijo, da jim ne zamerimo, da živijo v davčnih oazah, Ne. Da si jih malo lastimo, čeprav zelo verjetno za njih kaj veliko nismo naredili. Nejc Novak, drživa pesti, da se bova nekega dne prebudila in da se bodo nekega dne prebudili tudi najini otroci v okolju, kjer si bomo čestitali in kjer bomo dejansko razumeli, da tvoj uspeh pomeni v neki perspektivi tudi moj uspeh. Nejc Novak, hvala lepa, ker si vzel čas. Veselila, najlepša hvala. Nekaj ta pravih bodic si ponudil vsem nam, ki smo te poslušali. Upam, spoštovani poslušalci in gledalci podcasta Supermoč, da ste slišali veliko tistih vsebinskih zapikov, ki jih velja nekako upoštevati pri vaši poslovni ali pa tudi zasebni poti. Hvala lepa za vaš čas in pozornost. Nejc Novak, ostani nabrit. Se bom potrudil. Hvala. Hvala lepa, živjo.